S kakšnimi izzivi se bolniki s Parkinsonovo boleznijo in drugimi parkinsonizmi srečujejo pri nas? Kako je z zagotovljeno kakovostjo zdravljenja, kako je z dostopnostjo celovite obravnave? V Sloveniji je dostopnost do zdravil kar v redu. Tudi vse vrste zdravljenja imajo na razpolago naši oboleli, vendar je problem v tem, da je strokovnjakov za Parkinsonovo boleznijo premalo in pridejo na predolgo obdobje na vrsto, kar pa pomeni, da niso stalno obravnavani. Namreč bolezen se vsak dan v bistvu spreminja in vsako zdravilo deluje samo določen čas, to se pravi, da bi morali biti bolniki že malo v napredovali fazi obravnavani vsake 3 mesece. Problem je tudi v tem, da jih mogoče družinski zdravniki bolezen ne prepoznajo dovolj zgodaj, zato zamudijo tisto dobro obdobje zdravljenja. Poleg tega pa ocenjujemo, da veliko bolnikov niti ni diagnosticiranih ali pa imajo diagnozo za drugo bolezen, naprimer za kakšne poškodbe ali pa za revmatologijo ali pa za psihične bolezni in šele pol po nekaj določenem času pride do prave diagnoze. Drug problem, ki ga jaz ugotavljam v društvu, je to, da bolniki ne radi pridejo v društvo. Zelo težko prepričamo Slovence, da se je treba v takem društvu združevati in srečevati. Res je, da smo zelo povečali število članov na 1200, kar je dokaj velika številka, samo glede na to, da predvidevamo, da je v Sloveniji okoli 9 do 10 tisoč oseb s Parkinsonovo boleznijo, je to sorazmerno malo. Drug problem je, da nevrolog pri pregledu nima dovolj časa, da se ukvarja s takim bolnikom, zato smo deloma vlogo izobraževanja, osveščanja prevzeli kar v društvu s sodelovanjem z vsemi temi strokovnjaki. Mi namreč pripravljamo različne izobraževalne tabore, predvsem za vse nove, ki so povabljeni na 4-dnevni tabor, ter potem za vse ostale na 3-dnevni tabor. Imamo pa posebno skupino za mlade bolnike, ti pa nekako nočejo se družiti s tistimi, ki imajo že napredujočo bolezen, nekako nočejo vedeti, da mogoče se jim bo to zgodilo tudi njim. Poleg tega pa tudi skrbimo za skrbnike, za katere pripravljamo tudi posebne programe. To se pravi, poleg teh v enotah, posameznih krajih imamo tudi tedensko različne aktivnosti, tako da smo kar uspešni, samo radi pa dobili čim več zdravnikov, temprejšnjo diagnozo, pravočasno zdravljenje, pravilno zdravljenje, spremljanje bolnika in predvsem si želimo rehabilitacijo, za katero se, odkar sem jaz v tem društvu, borimo, pa se je že kolega pred mano boril, tako da mislim, dele smo še kar blizu, da jo dobimo, sam ne verjamem čist vse, zato ker se je majčkeno ustavilo jih na vladi. Upam pa, da bodo razumeli, mislim, da nimajo nič proti, da te osebe s Parkinsonovo boleznijo dobijo rehabilitacijo. Sam zgleda, da bi radi nov zakon o zdravstvenem varstvu, sam jaz ne vem, kdaj to bo, a ne, malo se bojim, da bomo zamudili. Tukaj je logistika bistveno bolj dolgoročna. Ja, tako. Glejte, zdaj pa se itak predvideva, da bo število bolnikov s Parkinsonovo boleznijo izredno naraslo. Ocenjuje se, da je vpliv okolja ogromen na to bolezen, predvsem herbicidi, fungicidi, insekticidi, potem tudi delovno okolje. Zdaj tudi, če Slovenija to nekako uredi, ker mislim, da je ena redkih, ki je en tak strup prepovedala v Evropi, kar ena prvih, kaj pomaga, ko bo pa uvoženo to iz drugih držav, ki pa tega niso prepovedale in še zmeraj te strupe uporabljajo. Zdaj pričakujejo pa tudi izredno velik porast mladih, kar pa pomeni tudi problem službe
sredstva se znižajo, ekonomski problem v družini, tudi z partnerjem, ki tudi težko to bolezen prenaša, tudi te partnerji vidimo, da kar obolevajo, da zase nimajo časa potem, ko je bolezen napredovala. Vsi skoraj izgubijo službo, takrat si seveda počasnost, neka posebna mimika ljudi odvrne in tazga delavca pač ne bojo obdržali, a ne, naprimer, da je trgovka, kdo jo bo gledal, da je prepočasna in te bolezni ne razumejo, niti pol sosedje, zato ker imamo tudi primere, češ to so pa pijanci, a ne, seveda, ker se malo tresejo. Tako da ni tako enostavno. In jaz prosim naše odločevalce, da naj se enkrat zavejo, da smo tudi bolniki s Parkinsonovo boleznijo, da imamo bolezen, ki jo je treba dati v prioriteto, da ni samo prioriteta za raka, za srčne bolezni, za diabetes, mogoče za uživanje alkohola, kajenje. Mislim, tudi Parkinsonova bolezen mora dobiti prednost in enakopravno obravnavo. Ne nočemo vzeti nobenih pravic, samo mi želimo, da nam naše pravice priznajo.